Dober dan, lepo pozdravljeni vsi na tej tiskovni konferenci, ki bo danes malo drugačnega značaja, kot je ponavadi, ki je bolj v zvezi s športnim delom delovanja v klubu. Iz tega razloga, ker je danes predstavljal eno drugo zadevo, tudi ob meni sedita predsednik društva gospod Hari Arčon in pa podpredsednik društva gospod Marko Tribušon, ki je tudi podžupan mestne občine Nova Gorica. Povabili smo vas, oziroma tukaj smo se zbrali, da predstavimo nekaj izven športa, ampak nič manj pomembnega in se tudi ta zadeva posredno zagotovo zelo tiče končnega športnega rezultata, ki je na koncu dobro uvrstitev ali pa zmaga na igrišču. Gre za trajnostno poročilo in že sama besedna zveza pove, da gre za eno poročilo oziroma za neko trajnostno zadevo, ki mora in bo veljala tudi v bodoče. Kolikor nam je znano, je po naših informacijah, da se ne bomo napačnih dejstev tukaj navajali, gre za en izdelek, ki ga v Sloveniji ni naredila še nobena športna organizacija, in to nas veseli, da smo lahko tudi mi na nek način nekje pri kakšni stvari prvi in začetniki nečesa, kar je zagotovo pozitivno. To je izdelek, trajnostno poročilo, ki se širše v Evropi in po svetu pogosto uporablja na nekem obdobju 1 do 2 let, in v bistvu stvari, ki jih med sabo se pogovarjamo, govorimo, na kakšen način kakšen športni klub, društvo funkcionira, se iz tega pogovora prenese tudi v en tak izdelek, kot je trajnostno poročilo, da si potem lahko sam sebe predstaviš ne le v besedi, ampak tudi s črko na papirju. V bistvu ob tej priložnosti bi sam izpostavil to, da smo bili vsi v klubu v to zadevo zelo vpleteni in bi se na ta način rad vsem zahvalil. Povedati moram in se zahvaliti istočasno tudi, da je pri izdelavi tega sodeloval aktivno Valerijo Fabri in se mu ob tej priložnosti zahvaljujem. Prav tako našemu zvestemu fotografu Janiju Batiču z Fotolada, ki je svoje fotografije dal na voljo. Prav tako so tukaj zraven aktiven bil tudi predstavnik navijačev Daniel Prinčič, ki se mu zahvaljujem, in seveda predstavniku projekta Smukec Simonu Rosiču in Mateju Rožiču Mauriču, ki je tudi naš sodelavec. Prav tako tudi našemu sodelavcu Petru Maražu, ki skrbi za internet in prenos informacije na internetu. Tako da, to je ena kratka zahvala vsem za sodelovanje pri izvedbi tega projekta. Jaz bi v bistvu predal besedo predsedniku Hariju Arčonu, da bo povedal mogoče vsebinsko še malo več o tem. Predvsem pa, če smo zdaj iz besed prišli k črki na papirju, in kot je on v svojem pismu tudi navedel, da bomo to stvar prišli in stvar udejanjili, naredili iz mesa in krvi. Tako da, predsednik, izvolite. Spoštovane predstavnice in predstavniki medijev, zelo sem vesel, da smo se danes zbrali. Zelo pomembno je, da smo zrealizirali ta projekt, ki smo si ga zadali še v letošnjem letu, kajti letos tudi klub praznuje 70-letnico delovanja in jaz mislim, da je to en velik jubilej, ki ga ne smemo v bistvu kar tako vzeti z lahkoto, kajti 70 let truda, garanja naših prednikov, ki so začeli delovati v tem klubu, je, bom rekel, ena osnova in predvsem to, da moramo biti spoštovani do te številke 70 let in ne smemo si, bom rekel po domači povedano, hecati za to obletnico. Zelo je pomembno, da je ta dokument oziroma ta brošura prišla po tem, kar se je dogajalo s tem klubom pred 3 letami, kajti poleg tega, da je bil klub na robu prepada oziroma bankrota, je tudi izgubil neko svojo integriteto oziroma poslanstvo. Vemo, da smo imeli velike probleme v mladinski šoli in sami organizaciji kluba. Poleg tega je tudi, kar se tiče samega poslovanja, bil klub poleg rdečih številk totalno nekredibilen do svojih partnerjev, do sponzorjev, do samega okolja. V bistvu je bil v situaciji, ko se je že skoraj sam izločil iz samega okolja in
Danes po 3 letih tega delovanja post tej situaciji smo prišli do tega, da imamo dokument, v katerem bo tudi zapisano nekaj, za katerim se bomo morali tudi držati. Večkrat smo na novinarskih konferencah ali pa v medijah dajali izjave, kaj si želimo, kako bi moglo biti, kakšen projekt pripravljamo, kako ne bi stvar funkcionirala. Danes je ta stvar dokumentirana in to je najbolj pomembno. Pomembno je, da je v tem dokumentu zapisano poslanstvo, kajti vemo, da klub je lokalen, mimo tega ne moremo iti in to nam je po drugi strani v velik ponos, kajti mi smo Goričani. V prvi meri, se pravi, da smo nekje vodilen klub v regiji, da imamo regijsko povezanost, da imamo regijsko integriteto tudi zelo močno. Predvsem je pomembno, da nam lokalni mediji in lokalne podjetja stojijo ob strani. To je za nas ključnega pomena, kajti če skupaj ne moramo držati, potem tudi težko uspevamo. Sam klub oziroma društvo, ki funkcionira v regiji, je tako ali drugače povezano, se pravi do dobaviteljev, do sponzorjev, do izvajalcev. Poleg tega ne smemo pozabiti, da približno 50 osebam nudi službo, tako ali drugače, ali so to igralci ali ostali, bom rekel, uslužbenci v klubu, ali poleg tega še toliko, bom rekel, financ gre tudi ostalim povezanim osebam, ki so povezani z društvom, in to je pomemben, bom rekel, pokazatelj, v kakšni poziciji društvo je. Se ne pogovarjamo o nekem organizaciji, ki ima na prijateljski bazi, se srečuje dnevno ali pa mesečno, ampak to je v navednicah organizacija, ki spada med manjše ali pa srednje skoraj podjetje. To pomeni, da je transparentnost in spoštovanje, ki ga klub goji, zelo ključnega pomena, da lahko tudi obstaja. In ta dokument nekje to tudi priča temu. Pomembno je, da vsak, ki se hoče povezati s klubom, ima točno jasno sliko, kako klub oziroma društvo funkcionira. In zato se še enkrat vračam nazaj, po tem, kar se je zgodilo pred 3 letami, je bilo to pomemben korak k pridobivanju zaupanja, nadaljevanju gradnje tega zaupanja med društvom in okolico in predvsem v regiji in s tem tudi potem mogoče v bodoče tudi lažje delovanje samega društva, tako kot je bilo v prvih 3 letih reševanja nastale situacije. Po drugi strani je pa tudi dokument opozorilo vsem, ki bodo prihajali za nami oziroma ki bodo tako drugače vpleteni v društvo, da kaj takega, kot je bilo, si ne smemo ponoviti. Se ne sme ponoviti in je to tudi neka obveza in predvsem dolžnost vseh, da spoštujejo vizijo kluba, poslanstvo in način delovanja. Kajti, če hočemo ostati društvo, ki je lokalno, ki ve, kakšno je njegovo poslanstvo, potem moramo ostati živi in se ne smemo razprodati ali prodati nekomu drugemu. Ne. Glede na to, da je klub zmeraj tako funkcioniral in društvo zmeraj tako funkcioniralo tudi v preteklosti, je to ključna informacija, ki jo javnost more dobiti. Okay. Hvala, predsednik, za besedo in povedano. Dejansko bomo do samega učinka tega izdelka in kako bo to sprejeto, mi v klubu verjamemo, da zelo toplo. Bomo še spoznali in videli, da bo stvar prišla v roke večji skupini ljudem. Bi pa v tem kontekstu mogoče kot podpredsedniku kluba in kot podžupanu mestne občine tudi, glede na to, da je v poročilu, ki se imenuje Lokalna zvestoba, sodeloval tudi župan Nove Gorice, Matej Arčon, in s tem namenom bi predal besedo še gospodu Tribušonu. Ja, hvala lepa za besedo. Pozdravljeni tudi v
imenu mestne občine, lahko rečem zelo ponosne mestne občine, ponosne na vse, kar je bilo že do sedaj povedanega, ponosne na vse te ljudi, ki v tem klubu delajo, predvsem pa lahko rečem v tem trenutku ponosne na ta dokument, na to zgibanko, ki je pred nami, kajti to je dejansko zadeva, ki lahko rečemo, da se prehaja od besed k dejanjem. Besede, ki so to noter zapisane, so dejstva, ki bojo ohranjene tudi za naprej. Trajnostno poročilo oziroma trajnostna mobilnost oziroma karkoli s trajnostnim je danes povezano, je nekako zelo všečno. Ampak to je premalo. Mora biti tudi dejstvo zapisano in neizpodbitno. Dejstvo, ki je to, da, kot je že predsednik omenil, ni več to samo nek nogometni klub, ampak je to že dejansko ena večja sredina, ena večje podjetje, bi lahko v bistvu rekli, predvsem pa večja izobraževalna in vzgojna enota, če lahko tako rečem. Tle je več preko 250 otrok, s katerimi se ljudje v tem klubu vsak dan ukvarjajo in to dejansko daje tudi dodano vredno življenju mestni občini kot taki in vsem, ki tle noter živimo in delamo. Zato, da ne bom se ponavljal, kajti veliko večino, glavno vsebino je tudi že predsednik in Sebastian povedala, jaz se samo lahko še enkrat za to zahvalim v imenu mestne občine in čestitam tako uspešno še naprej. Najlepša hvala, gospod Trbušon. Predlagam, da v bistvu prejdemo na vprašanja, če so z vaše strani obstajajo. To je bilo z naše strani v bistvu povedano v kratkem, ker je konec koncev ostati mora še kaj noter zapisanega, da boste lahko se doma v miru prebrali. Zakaj to je novost v slovenskem prostoru? Drži, to je novost v slovenskem prostoru, to načeloma izvajajo klubi, ki jih gledamo po televiziji ob torkih, ob sredih zvečer, ki igrajo v Ligi prvakov in Lige Evropa ob četrtkih, tako da to je neka prenesena novost v slovenski prostor, ja. Kako bo to potekalo? Mislim, kakšni so dve kratkoročni načrti v tem poročilu, recimo v tem dokumentu? Mogoče tudi vprašanje tudi za predsednika ali pa zame, za oba. V bistvu v tem trajnostnem poročilu ni zapisano nič novega, kar mi v času vodenja od leta 2015 skupaj počnemo in izvajamo vsakodnevno. Gre se za to, samo da včasih besede nekje ostanejo, besede so drugače, za vsakega posameznika lahko drugače interpretirane. Zato smo se odločili, da stvari zapišemo, jih dokumentiramo in na ta način vemo, česa se moramo držati in ljudje, ki to berejo, vejo, česa se mi v klubu držimo. To so zdravi temelji in teh temeljev se ne bo zatreslo oziroma se jih bo držalo tudi v nadalje. Striktno držalo, samo z pridodatkom novosti, novosti v napredovanju, v tehnološkem napredku, v kvaliteti dela, v stroki, ne samo pri igralcih, tudi pri trenerjih, tudi v operativnem smislu, v pisarni in tako naprej. To je v bistvu ta zdrav temelj, ki je bil v obdobju zadnjih dobrih dveh let postavljen, je sedaj še zapisan. Mogoče bi jaz dodal samo še eno stvar. Zelo pomembno je, da okolje razume, da nogometno društvo ni društvo, ki razmišlja samo o prvi ekipi. Večina ljudi bere časopise in gleda, kako je uvrščena prva ekipa oziroma koliko smo zmagali, koliko smo izgubili. To je nekje, bomo rekel, v nek vrh piramide, ampak podatek, da imamo več kot 65% fantov v prvi ekipi, ki so bili vzgojeni v mladinski šoli iz preteklosti, tako ali drugače, in da društvo stremi k temu, da ta procent še poveča, da pomeni, da se pravi procent igralcev, ki prihaja iz tujine oziroma iz drugih okolij, je zelo majhen. Da probamo čim bolj dobiti neko ravnovesje med tem, da ohranimo družbeno odgovornost do otrok, se pravi poleg
učenja igranja nogometa jih tudi vzgajamo, kako bojo v bodoče funkcionirali kot del neke ekipe v podjetjih, oziroma kako se bojo izobraževali v pravi smeri, da ni samo nogomet tisto ključno, kar je v življenju najbolj pomembno, ampak da je izobrazba, da nogomet je samo dodana vrednost v sami vzgoji in izobrazbi, ki kasneje služi za dodano vrednost na delovnem mestu, da poleg tega bomo morali vseeno skrbeti tudi za športne rezultate in bomo rekel, te družbene odgovornosti, masovnosti, ki jo hočemo ustvariti tistim, ki so najbolj talentirani, pomaga, da lahko naredijo korak naprej. In predvsem je ključna informacija v tej trajnostnem poročilu, da, ki sem že prej v začetku omenil, je transparentnost. Transparentnost pomeni ne samo, da regularno plačujemo račune, tako kot nam zakon nalaga, ampak predvsem transparentnost pomeni to, da hočemo in delamo v temu, da postvarimo sistem, ki nagradi najboljše in se trudijo in postavi v tiste, ki niso v situaciji, da dohajajo nekega ritma, da sami spoznajo in rečejo, mogoče pa jaz res nisem za nogomet. Oziroma, ali pa da rečejo, ne vem, nisem toliko konkurenčen ostalim in če gledam recimo po neki piramidi, potem članski nogomet ni za mene, sem zaključil svojo kariero v nogometu v mladinskem ali pa grem v drugo, tretjo ligo igrati kot za hobi ali pa to pomeni transparentnost, da je zelo jasna stvar postavljena, da ne morejo v navednicah zunanji vplivni ljudje ali pa dejavniki selekcionirati, ampak da se selekcionirajo po neke stvari po naravni poti. In to je ta, bom rekel, sistem transparentnosti, da je vsakemu jasno, da če se trudi, gara in dela in vlaga in je pošten, potem ima perspektivo, da lahko v klubu napreduje. To velja za fante v nižjih selekcijah, za fante v mladinskih selekcijah, za članske nogometaše, za zaposlene v klubu in tudi za vse ostale sponzorje in dobavitelje, ki so blizu kluba. To pomeni, da je vsaka stvar zelo jasna in transparentna. Kaj ta dokument je potem kaj obvezujoč, ali mislim, komu je namenjeno? Pa gledajte, trajnostno poročilo je namenjeno temu, da se predvsem zapišejo smernice, predvsem, da se zapiše situacija, ki je po, bomo rekel, tem viharju, ki je bil pred 3 letami, da je popolnoma jasna informacija in po drugi strani, če nekdo nekaj zapiše, se tudi obvezuje, da bo to odpeljal. Ne? Se pravi, je to stvar po eni strani obvezujoče za klub, za upravo in predvsem nam ni, ko bi hotel reči, da nam ni nerodno oziroma nas ni sram povedati, kaj si želimo oziroma kako bilo, ker tudi za tem stojimo. In to je ključno, se pravi, da se tudi sami postavimo pod veliko mero odgovornosti, da tudi to stvar spoštujemo. Tako mi, v tem trenutku, ki vodimo klub in ki smo vpleteni v klubu, tudi kasneje ostali, ki bo prišli zadaj. Ne? Če ne imeli stvari, kakšne druge? Ja, je pa potem tudi zelo pomembna informacija, da javnost ve, v kakšni smeri je stvar postavljena. Ne? Da ne bomo brali samo rumenih časopisov, ampak da je jasna informacija tudi na ulici oziroma v mestu in v regiji, kam klub strmi. Širok mislim, te prostorov, lokalne, Seveda, to je namerjeno širši javnosti in so tudi informacije, ki so noter, so ustrezno podkrepljene, toliko, kolikor so lahko podkrepljene v smislu revizorskega mnenja, potrdil strani nogometne zveze, določeni certifikati, ki dajo težo temu dokumentu. V bistvu je najbolj zavežemo sami sebe s tem, kar je napisano, kar je pa velja v zadnjem obdobju, recimo dobrih 2 let, je pa na nek način tudi že podkrepljeno, da za tem stojimo in to tudi izvajamo. Ok, še kakšno vprašanje z vaše strani?
Jaz bi potem kasneje rabil, če bi se dal. Dobro. Kako je zdaj s temi dolgovi klubskimi v bistvu za nazaj? Klub je pred dobrimi 3 tednami plačal zadnji velik dolg, ki ga je še imel do kluba iz Peruja za enega igralca, ki v Goricu definitivno ni igral niti 1 minute in je bil samo registriran in odregistriran, po domače povedano. In žal smo bili pod takimi velikimi pritiskami FIFA na koncu, ko smo hoteli v tem obdobju nekaj uskladiti in rešiti, da ni bilo več variante in ta dolg je znašal več kot 120 000 evrov. Klub je trenutno finančno stabilen, redno mesečno na datum poravnava obveznosti do zaposlenih igralcev in vseh ostalih. To je pomembna informacija in je tudi nekje do konca sezone proračun pokrit. Ta druga pomembna informacija je, da po sporazumu imamo samo še par obrokov, to so letni obroki, ki so v ciklusu bili takrat narejeni za stabilizacijo kluba in približno dolg znaša, mislim, da še od več kot 2 milijonov 250–650 000 evrov. 150? Ja. Maksimalno. Maksimalno. Zdaj, da ne bomo šli v detalje. Vse ostalo je bilo poravnano in moram reči, da hvala vsem, ki so bili zraven, da smo tudi pri zadnjem licenciranju imeli zelo malo dela. Glede na to, da je ta dolg oziroma veliko tega dolga prišlo iz prejšnjega vodstva, mislim, tukaj so zelo konkretne zadeve, tudi ta zadnji primer, ko ste morali plačati za igralca, ki pa sploh ni igral v Gorici, bil samo registriran in podobno. Obstaja kakšna možnost, da bi vi recimo iskali neko odgovornost oziroma zahtevali neka povračila? Glejte, to dokumentacijo je itak zdaj itak revizija pripravila za zadnje obdobje 6 let. Tako da iz tega dokumenta revizijskega poročila bo vse jasno, kar je bilo in kako je bilo in potem bojo ukrepali tisti, ki so za to odgovorni. Glejte, mi, bolj kot da bi mi nekaj dobili, ker vprašanje, če bomo kaj dobili, je naša odgovornost, da zadevo uredimo tako, kot je, ker na koncu, če ugotovimo, da so bile upravljene napake, jih ne moramo prikrivati. Ne. Zdaj, tudi odgovornost samega predsednika, ki vodi klub, je na tej, mislim, na temu, da ukrepa, ne. V redu. Mislim, da po občutku je to, ne? Lahko se zahvaljujem za vašo udeležbo, podpredsedniku, podžupanu in seveda predsedniku. In vas lepo pozdravljam. Mi imamo sicer še eno domačo nalogo v nedeljo, ne bomo nič se kaj še sproščali, vam pa vseeno prijeten december in lepo zaključite leto 2017. Hvala.